Zbrane podpise so pred dnevi vložili v državni zbor, danes pa širši javnosti pojasnili vzroke za njihovo zbiranje. Na Dolenjskem, v Beli krajini, Posavju in Kočevsko-Ribniškem območju se že vrsto let soočajo in spopadajo s slabimi socialnimi razmerami velikega števila otrok iz težavnih socialnih okolij. To so seveda otroci, ki danes v veliki meri ne končujejo osnovne šole, govorimo o 95% otrok iz določenih okolij. In v jugovzhodni Sloveniji so to večinoma romske skupnosti, še dodajo. Težave so vedno večje. Glejte, to, da šolovezni otroci ne hodijo v šolo, da ne znajo pisati, da ne znajo slovenskega jezika, da se ne morejo potem zaposliti, so trajno brezposelni, ne vodi nikamor. Verjamem, da ti podpisi bodo nekako prepoznavni tudi v državnem zboru, da so potrebni, namreč vse izhaja od vzgoje, od družine. Gre predvsem za problem nepismenosti, brezposelnosti, neplačevanja glob in neizvrševanja drugih obveznosti do države. S tem se dnevno soočajo tudi v Beli krajini, je izpostavila semiška županja. Mogoče tukaj v Ljubljani in drugod po večjih mestih tega ne občutite, mi pa vsakodnevno s tem živimo in vemo, kakšna problematika in težave nastajajo pri tem. Zato so občine pripravile 4 predloge sprememb zakonov z področja socialne politike, trga dela, vozniških dovoljenj in izobraževanja. Normalno življenje bomo pa lahko samo omogočili, če bojo otroci imeli možnost, da pridejo do izobrazbe, da se vključijo v okolje, da imajo možnost delati. Vsi župani in pa župani ugotavljamo, da temu ni tako že 30 let. Tako da vse to, po moje, bi mogli privesti, spremljati zakonodajo na boljši in pa v prihodnjem času odpravo teh negativnih dejanj teh ljudi. Župani in županje so v slovenski prestolnici pred hramom demokracije poslankam in poslancem poslali jasno sporočilo. Upoštevajte naše predloge v dobrobit vseh v tej državi.